V južnem delu mesta Melbourne je sredi dneva prišlo do nesreče, ko je voznik terenskega vozila prevozil rdečo luč in pokosil množico pešcev. Najmanj 40 ljudi je ranjenih, od tega več huje. Policija je voznika in še eno osebo pridržala, ni pa potrdila, ali gre za teroristični napad. Po navedbah avstralskih oblasti je šlo za namerno dejanje. Če je šlo za teroristični napad ali ne, pa je po policijskem poročilu še prehitro za sklepati. Preiskava se nadaljuje, območje nesreče je zaprto. Prav tako pa bo čez noč povečana prisotnost policije na ulicah. V New Delhiju so izvedli preizkus anti-smog pištole, ki v zrak razpršuje atomizirano vodo in dejansko izničuje smog. Naprava je oblikovana kot sušilec za lase in nameščena na tovornjak. Minister za okolje Imran Hussein je dejal, da bodo opazovali, kakšna bo raven onesnaženosti zraka z uporabo in brez uporabe naprave. Če se bo poskus pokazal kot uspešen, bodo namestili še več takšnih naprav na ulice New Delhija. Indija ima namreč velike probleme z onesnaženostjo zraka zaradi industrije, izpušnih plinov in zastarelih sistemov. Na Filipinih sta dva navdušenca okrasila svoje domove okrašene z božičnimi lučkami. Prebivalci na obrobju Manile imajo tradicijo, da svoje domove okrasijo v božičnem duhu, da bodo med letom delili srečo med ljudi. Turisti oddaleč in blizu prihajajo, da bi si ogledali okrašene hiše. Eden izmed okraševalcev je dejal, da je porabil več kot $44,000 za izdelavo božičnega okrasja. Vendar je to tisto, kar ga osrečuje, predvsem pa, ko vidi vesele in začudene obraze obiskovalcev. V veliki avtobusni nesreči v Mehiki je bilo poškodovanih 18 ljudi, 12 pa jih je na kraju nesreče umrlo. Na avtobusu je bilo 31 potnikov, ki so bili državljani Amerike, Brazilije in Švedske. V nesreči je umrl tudi en otrok. Turisti so potovali na križarki in se tisti dan odločili, da bodo obiskali znamenitosti Mehike. Odpravili so se na arheološko najdbišče Čakobena, ki leži južno od mesta Tulumov, in na poti je prišlo do nesreče.